fenomen Pikettyja je zanimiv, če ne druge zaradi tega, ker so ga z veliko večjim navdušenjem zgrabili ameriški, pod narekovaji levičarski ekonomisti in ta politična sfera. Ker preprosto, seveda, je ta problem neenakosti v ZDA veliko bolj izpostavljen in veliko bolj prisoten kot pa v Evropi. Evropa ima te mehanizme, ki zadevajo obdavčenje in redistribucijo dohodkov veliko bolj izgrajene. Tako da jaz sem Pikettyja bral takoj na to, ko so bile prve novice, recimo v New York Timesu o njegovem delu, in potem sem bil tudi na njegovi website, sem prebral par člankov njegovih. Tako da v osnovi vem, zakaj gre te debele knjige, ki so tudi v Sloveniji, prišla tega pa nisem prebral. Tako da v osnovi vem, zakaj gre. Jaz mislim, da se bo na Pikettyja pozabili čez pol leta, to je pač takšna trendna zadeva. Je pa seveda nek moment tukaj, na katerega je treba opozoriti in na katerega on opozarja, to je pa da če vi hočete vzdrževati kohezivnost sodobnih družb in raven blaginje sodobnih družb, morate imeti srednji sloj, ki ima dovolj denarja, da lahko troši. Če imate srednjega sloja z dovolj visoko kupno močjo, potem preprosto ne potrebujete več delavcev, ki vam delajo toliko avtomobilov in bele tehnike in podobno. In to je zelo pomemben moment, ki ga treba vzeti zelo, zelo resno. Spet, ta problem je v veliko večji meri prisoten v ZDA, kot denimo v Evropi. Bo pa treba seveda razmišljati o tem, kako ohraniti kupno moč srednjega sloja, s tem pa tudi družbeno kohezivnost in blaginjo na približno tej ravni, ki jo živimo zdaj. Tako da, če gre spet nazaj vprašanje družbene neenakosti, seveda tudi zaradi tega, ker se viša ta raven kapitalskih dobičkov v primerjavi z recimo rastjo plač, posebnih dohodkov, imate seveda upravka s tem fenomenom 1% ali pa recimo desetinke procenta, ki v zadnjih desetletjih neizmerno bogati. To je povezano še z enim fenomenom in to je ta, da mi na globalni ravni še nismo vzpostavili mehanizmov za nadzor kapitala in recimo multinacionalk. Teh mehanizmov še ni. In trajalo bo približno 30 do 40 let, da bomo te mehanizme vzpostavili. V tem vmesnem obdobju, seveda, pa bomo zmeri znova v nekih položajih, ko bodo razlogi za strah in za negotovost med prebivalstvom. Tako da jaz mislim, da zdaj smo v obdobju takšnih sprememb, kot so doletele sodobne družbe pred 250 leti v času prve industrijske revolucije. In to je to je prelomno obdobje, ekstremno prelomno obdobje, zato ga je treba dobro poznati. In tukaj spet je ta problem sociologije, zakaj se o tem ne govori, ker šele z razumevanjem tega, kar se je zgodilo, se lahko pomirite in veste, kam greste naprej. Tukaj se eksistenca olajša. Tu je spet problem sociologije na globalni ravni, ki je v krizi, v tem nobenega dvoma. Recimo, zadnja knjiga, ki ta fenomen zelo dobro opisuje, vsaj po mojem mnenju, je Družba tveganja, Ulricha Becka, ki je odlična knjiga. Neke momente opisuje tudi recimo Bauman, Zygmunt Bauman, recimo tekoča liquid modernity, tekoča moderna. Ampak to so vse stvari, ki so stare 30 let, veste. To pomeni, da sociologija v tem času ni bila sposobna sproducirati zelo pomembnega dela, ki bi opisovalo razmere v sodobnih visoko razvitih družbah. Ampak, veste, vsaka kriza je ponudba za ponovno razmislek in za iskanje nove paradigme. In jaz verjamem, da se bo končno tudi pojavila.